Dobrodošli v eksperimentalnem četrtku. 22. april je svetovni dan Zemlje, katerega namen je opozoriti družbo na dejstvo, da je planet, na katerem živimo, minljiv in ranljiv, zato ga je potrebno ohranjati. Ob svetovnem dnevu Zemlje pa smo za vas pripravili eksperiment, v katerem vam bomo pokazali, kako lahko doma naredite svetlobni pojav, ki ga pogosto vidimo v ozračju naše Zemlje, mavrico. Svetloba ni potrebna le za mnoge kemijske in biološke procese, od katerih je odvisno življenje na Zemlji, temveč tudi omogoča, da na poseben način zaznavamo svet okoli sebe. V naravi je prav na področjih svetlobe nekaj čudovitih pojavov. Mavrica spada med ene najlepših svetlobnih pojavov, kar jih poznamo. Mavrica v naravi nastane, kadar sonce pod določenim kotom obsije vodne kapljice. To se dogaja ob dežju ali ob velikih slapovih, ker je v zraku ogromno vodnih kapljic. Kaj se torej zgodi? Sončno svetlobo ali svetlobo, ki jo daje navadna žarnica, imenujemo bela svetloba. V njej je zajet ves barvni spekter. Če ozek curek bele svetlobe usmerimo na vodne kapljice, opazimo, da se razkloni v različne barve. Jasno lahko opazimo glavne barve: rdečo, rumeno, zeleno, modro in vijolično. Pride namreč do loma in odboja svetlobnih žarkov. Lom svetlobe je fizikalni pojav, ki opisuje spremembo smeri svetlobnega žarka zaradi spremembe hitrosti pri potovanju valov med snovmi. Posledično pa se bela svetloba razprši na barve z različnimi valovnimi dolžinami. Recimo rdeča barva ima najdaljšo valovno dolžino, okrog 700 nanometrov. Vijolična barva pa ima najkrajšo valovno dolžino, okrog 400 nanometrov. Da lahko naredimo mavrico v prostoru, mora biti le ta malo temnejši. Potrebujemo pa tudi CD zgoščenko in belo svetlobo, v našem primeru je to svetilka na mobilnem telefonu. Se vidimo v naslednjem eksperimentalnem četrtku.